Ja, jaz mislim, da je lahko to oboje. Pozitivno predvsem z vidika tega, da imaš nek karakter, da se ti ljudje zapomnijo, da si neka svojstvena osebnost, medtem ko negativna je lahko predvsem iz razloga, ker mogoče se kdaj prenagliš, rečeš kaj prehitro in ti lahko marsikdo potem to zameri. Jaz imam pri svojem delu najraje, da v bistvu na vsakodnevni bazi od mene zahteva, da sem zelo kreativna. Zdaj, to je v bistvu neka specifična kreativnost, ker je prava vseeno relativno toga stvar. Jaz bi rekla, da ima dober lider predvsem zmožnost predvideti, kaj se bo zgodilo in se ustrezno odzvati na spremembe. Potem pa mora imeti tudi nekatere komunikacijske veščine, da zna v bistvu prisluhniti svojim podrejenim, da zna upoštevati njihovo mnenje in pa mislim, da mora imeti tudi predvsem zelo realno predstavo samo sebi. V bistvu se največ ukvarjam z pravom reševanja sporov in pa z pravom bančništva in financ. Jaz sem zelo družaben človek, zato sem pred korono zelo veliko popoldnevov preživela na Petkovšku in se zelo veliko družila s prijatelji. Zdaj tega seveda ni več toliko, ampak sem našla neke druge načine in se tudi nekaj novega naučila, med drugim to, da moj operater po 2 urah pogovora samodejno prekine linijo. Zdaj v bistvu tako v karieri kot tudi zasebno mi gre zelo na živce, kadar ljudje moč svojega argumenta gradijo na svoji tituli, se pravi na svoji poziciji. Jaz mislim, da moraš neko avtoriteto si zgraditi z samim delom in konstantno iz dneva v dan, ne pa s tem, da si nekaj dosegel in se potem s tem hvališ. Jaz mislim, da sem zelo načelna, da imam neke vrednote, za katerimi stojim in v bistvu ne odstopam od njih. Včasih je sicer treba sprejeti kakšne kompromise, ampak mislim, da ljudje lahko zelo dobro vejo, kaj od mene pričakovati. Verjetno bi bila neke vrste oblikovalka, mogoče trenutno najbolj notranja oblikovalka, zaradi tega, ker, kot sem že rekla, zelo rada neke ustaljene koncepte postavljam v neke kombinacije, da zadeva izpade drugače, posebno. In zadnje čase se tudi zelo veliko ukvarjam z notranjim oblikovanjem, zaradi tega, ker v bistvu načrtujem svoje domovanje. Zdaj največji vtis v zadnjem času je na mene pustila knjiga 100 Year Life, ki govori o tem, kako bo v bistvu nek tehnološki napredek in daljša življenjska doba spremenila naš vsakdan in tudi našo karierno pot. Torej, živijo najboljša. Glede na to, da sva midva oba pravnika in da se poznamo tudi že od prej, me zanima, kaj je tista bistvena lastnost, ki jo mora imeti dober pravnik.